Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in ponovno se vam oglašam z mojega kavča. V glavnem, da vam povem, kaj imam danes vam zapovedati. Gospa mi je poslala sporočilo in pravi, da v teh poletnih vročih dneh, da se je odločila, da bo šla na vegansko prehrano in da jim močno paše zelenjava, pa oreščki in da nobene stvari ne pogreša, ampak vseeno sprašuje, če bi bilo mogoče pametno majčkeno dopolniti njeno prehrano s čim? S prehranskimi dopolnili, a ne? Ja, odgovor je absolutno ja. Zdaj vam pa povem, zakaj. Opažam, glede na to, da pač z vitamini, svetovanjem glede hrane se ukvarjam zdaj že več kot 30 let, da dame, ki se odločijo, da grejo na vegansko prehrano, pač iz svoje prehrane izključijo beljakovine. In ko izključijo beljakovine, se enostavno ne zmorejo tvoriti hormoni, ne zmore se delati rastni hormon, hkrati pa porablja telo lastno zalogo beljakovin za popravilo škode, se pravi za ponoči, ko se obnavljamo, in začne porabljati mišično maso. In kje se najprej pozna? Tukaj grejo lisa, najprej to. Potem tle pade dol. In potem nastanejo te hrčkaste vrečke tukaj pri kraj in potem seveda dame grejo po najdražjo kremo, kar je možno, mogoče začnejo delati obrazno jogo, da se jim bi izboljšalo stanje, ampak ljube dame, beljakovine rabite. Naslednja stvar seveda se tukaj obesi, pač dobro, meni se seveda pozna nekaj let, ampak na koncu koncev mislim, da imam še kar nekaj te mišične mase. In kakorkoli pač pospešimo proces staranja in razgradnje našega telesa, če ne poskrbimo za zadostno količino beljakovin. Res, da oreščki imajo beljakovine, to je absolutno res in to je najboljše nadomestilo za vse ostale beljakovine, ampak mi potrebujemo 22 aminokislin in če naše telo ne dobi vseh 22 aminokislin, ker v rastlinskem viru dobimo samo določene aminokisline, potrebujemo pa tudi živalski vir. No in prav veganom se tukaj zatakne, pač ker ne jejo nič veganskega, enostavno ne dobijo živalski vir beljakovin. Poleg tega v živalskem viru beljakovin se nahaja tudi B12 vitamin. In potem se ljudje vprašajo, pa kako je to možno, saj so recimo v Indiji vegani in ne jejo nič živalskega, pa vseeno nimajo pomanjkanja vitamina B12. Ja, zato ker ta zahodni svet ima tako prečiščene zadeve, da tudi mikrožužki ne preživijo noter in v bistvu recimo neprečiščeno žito ali pa riž v Indiji vsebuje vseeno drobne žužke, ki niso vidni z prostim očesom in zaradi tega dobijo pač te ljudje tudi vitamin B12 in jim ne manjka tega vitamina. No, zdaj pa kaj narediti v tem primeru, kot to, kar sprašuje gospa, da pač poskrbi za zadostno količino beljakovin, da poskrbi za zadostno količino dobrih maščob, pač vse tisto, kar potrebuje, da na dolgi rok ne bo svoje telo pripeljala do tega, da bo, ne vem, videti od svojega moža 20 let starejša. Veste, ena gospa, ki je šla na vegansko hrano, gre, pa ni toliko starejša od mene, kakšno leto, 2 otroke ima, celo mlajša od mene, in gre s svojim možem v trgovino in sta šla na četrtek, saj veste, to je dan za upokojence, in reče gospa, pač trgovka na blagajni, reče gospodu, reče, a ste svojo mamo pripeljali? In ta gospod se je začel smejati, seveda, pač mu je bilo smešno, ta gospa je bila pa besna. Ampak, ja, še kadi za povrh. In kaj naj rečem, zgleda stara veganska hrana, pa še kajenje, pa premalo C vitamina v vsakem primeru in seveda potem zgleda pepelnato stara, namesto da bi bila vitalna, mladostna in da bi rekli, a ste hčerko pripeljali samo v trgovino? Pač, a se ne sliši boljš, tudi tako za samozavest. No, zdaj pa dame, kaj je pametno narediti, kaj jaz sama uporabljam. Jaz sama pač uporabljam na dan recimo pol vrečke šejka. Tukaj imam čokoladni šejk, zdaj pa zakaj? Ker ima noter
sojine beljakovine in ker ima beljakovine iz sirotke. Sirotka je pa najboljši vir, živalski vir beljakovin, tudi recimo tisti, ki niste 100% prav tako vegani, dajte si kupiti sirotko ali pa si ta šejk naredite sirotko in boste videli, kako dobro se boste počutili. Zdaj pa zakaj mi potrebujemo teh 22 aminokislin? Ker poglejte, eno je, da se delajo hormoni, drugo je, da brez aminokislin ni hrustanca, ni obnove, ni zdrave sluznice, ni imunskega sistema, ni solzne tekočine. Pač brez aminokislin mi ne stojimo skupaj. Smo tukaj na zemlji in ta zemlja je gosta, kakorkoli obračamo. In za moje pojme, recimo jaz vidim, moje dve hčerki, ta mali dve, sta vegetarijanki. One dve ne jesta nobenega mesa, uporabljata živalski vir beljakovin, se pravi jogurt. Nam rekla, da sta navdušeni nad skuto, ampak jogurt. Uporabljata recimo sir za pečenje, mozzarelo in tako naprej. Kar sem jih naučila je to, da pri vsakem obroku telo potrebuje beljakovine. In če ni beljakovin, pač jih morate dobiti. Ker če jih ne boste imeli, vaše telo bo začelo razgrajevati vašo mišično maso. In zdaj tukaj ni problem, da se postarate tukaj in da se tukaj vse obesi. Problem je, da se povesijo organi, ker so v bistvu notranji organi obešeni na mišico, ker medenično dno so sicer kosti, ampak okrog so mišice, ki držijo vse gor in potem vam začne voda uhajati. In potem dame hodijo na operacije, da jim vse gor potegnejo in tako naprej. Pač, ljube ženske, manjka vam beljakovin. To je največji problem pri ženskah, ker slišijo za neko teorijo zdrave prehrane in potem sledijo temu. Tako da, to je prva zadeva. Druga zadeva, česa vam ali pa nam najbolj pogosto manjka, in to so dobre maščobe. Dobre maščobe dobimo z oreščki, to je res. Ampak to so ALA maščobne kisline, ki so rastlinskega izvora in samo 4% teh dobrih maščob se spremeni v druge oblike omega-3 maščobne kisline, ki delujejo proti vnetjem, na srce, na ožilje, proti holesterolu in tako naprej. Tako da se moramo zavedati, da pač potrebujemo nujno, če želimo hormonsko stanje imeti v ravnovesju, če želimo mišično stanje imeti v ravnovesju, ali pa da se ne razgrajuje mišična masa, mi potrebujemo beljakovine in omega-3. Še ena stvar. Damam, ki manjka, ki izključijo vse beljakovine iz svoje prehrane in posegajo samo po rastlinskem viru beljakovin, kot so oreščki, jim začne primanjkovati kalcija. In ko nam manjka kalcija, seveda kalcij se veže z magnezijom, magnezija verjetno ne, ker magnezij se nahaja v vseh oreščkih, ampak po večini kalcija. In če manjka kalcija, se začne razgradnja kosti, kostnih celic. In na dolgi rok pripeljemo sebe do osteopenije, pa osteoporoze in tako naprej. In potem rečejo, ja, pa se je normalno, se samo meni. Pa prezgodna mena, pa je to potegnili za sabo. Ne. Manjka vam beljakovin, manjka vam veznih zadev, ki drži skupaj. In kaj drži beljakovine skupaj? Kolagen. Kolagen se naredi iz beljakovin in iz C vitamina in iz maščob. Tako da, za vse tiste, ki rabite več informacij, preberite knjigo, Ko imajo hormoni žur. Imate tukaj le noter beljakovine, ki jih dobite, kako pospešiti tvorbo rastnega hormona, zakaj omega-3, kje dobite največ dobrih maščob. Recimo imate tukaj na strani 257 v knjigi, Ko imajo hormoni žur, imate viri omega-3 in omega-6 maščobnih kislin. In recimo, mandlji imajo ogromno količino omega-3 maščobnih kislin, ampak naprej ALA 0%, EPA, DHA, DPA 0 in skupno omega-3 nič. Lešniki imajo ALA maščobno kislino, orehi ogromno količino ALA maščobne kisline. Tako da v glavnem, zdaj če gledamo, potem pa morska hrana, recimo, to je pa polenovka, modra skuša, ostriga, navadni ostriž, atlantski losos.
so polni dobrih maščob, predvsem EPA, DHA, DHA in drugih maščobnih kislin, ki delujejo proti vnetjem v našem telesu in delujejo na to, da se tvorijo hormoni. In potem naprej, ribe v pločevinki, sardine, roza losos, tuna. Recimo tuna je najbolj obremenjena z živim srebrom, tako da bodite pozorni, bolj sardine in v glavnem sardine imajo ogromno količino EPA, DHA in DHA, maščobne kisline, in te 3 maščobne kisline so potrebne za znižanje holesterola, za zdravje jeter, za nasplošno dobro počutje, za trdnost kosti, ker gradijo kostne celice in predvsem za hormonsko ravnovesje. Tako da v glavnem tukaj noter boste dobili kar precej odgovorov, zdaj pa preprost odgovor na vprašanje, če ste na veganski prehrani, zdaj le v tem poletni vročici, ko ne paše nič drugega jesti kot zelenjavo, dajte si dopolniti zvečer pol vrečke šejka, zmešate lahko tudi z vodo ali pa z mandljevim mlekom ali pa sirotko, poleg vzamete omega-3 maščobno kislino in dobite tako B vitamine, ker so tukaj noter, kot C vitamin, E vitamin, vse minerale, kot dobre maščobe. In se vam ni treba bati, da bi vaše telo se zdaj čez poletje naenkrat postaralo in pridete konc poletja tako, kaj sem pa jaz sebe naredila, a ne kar. Razstavimo se hitrejš, kot se pa potem sestavimo. Točno vemo, gremo na nezdravo hrano, kako hitro se zredimo, pa ne gre tako hitro nazaj, če želimo tistih par kilogramov stopiti. Ravno takoj pa pri teh zadevah, ne? Če želimo svoje stanje ohranjati, je bolj enostavno poskrbeti, vsak večer vzamemo nekaj, kar drži naše stanje v ravnovesju, kot pa da potem popravljamo že storjeno škodo. A gremo še na kakšno sporočilo, kar prehod v novo dobo. Vam povem, da se na tem kavču tako dobro počutim. Tukaj delam tudi svetovanja in te terapije, kdor pride k meni, tak lušten kotiček imam tukaj in predvsem, kar mi je všeč, tale moja pisarna ima toliko svetlobe, ampak res toliko svetlobe, toliko se dobro počutim v njej, da res mi je fajn. No, v glavnem, da vidimo, za vse tiste, ki želite ta trenutek narediti nek premik naprej, da vidimo, ti si sonce, ja, vsega je dosti, ampak tudi ti si sonce, ki sveti ljudem, ti si žarek sprememb. Karta 39, sončni žarek 39. Z vašo energijo osvetljujete svet. Na zemljo si poslana, da ljudem svetiš. Stvarstvo te potrebuje prav ta trenutek. Povezuj se z izvorom svetlobe. Dovoljuj, da te vsako jutro napolni nova energija, ker sončno energijo nosiš v svojem srcu in dovoli si žareti v ljubezni. Gremo še na eno sporočilo. Se pravi, za vse tele dame, tudi gospode, ki imate uravnovešen ženski in moški pol, da vidimo, sporočilo je, nasveti si za to, da svetiš z ljubeznijo. Še eno. Se pravi, svetiti z ljubeznijo pomeni najprej za sebe. Vse možne zlorabe, ki jih imate tudi do sebe, ne, včasih svoje telo na nek način zlorabljamo, pa smo do drugih bolj nežni, do sebe smo pa bolj rabli. Tako da v vsakem primeru na svetu ste zato, da svetite z ljubeznijo. Dajte, bom še to prebrala. V ljudeh iščite njihove moči, njihove dobre lastnosti. In tudi v sebi iščite svoje moči, dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko žarek Božjega. Dovoljuj, da vidiš svetlobo v ljudeh, ker ti si svetloba, ki prevlači svetlobo, in ti si svetloba, ki osvetljuje temo. Tako da, živejte, vse dobro vam želim. A ja, še to. Zdaj čez poletje dajem pri vsakem naročilu kristalček za srečo, tako da v vsakem primeru dobite še za svoj eliksir zdravljenja, pomlajevanja, tudi hujšanja in tako naprej. V glavnem in vam dam zraven navodilo, kako uporabljate, in še spodaj imate povabilo za vse tiste, ki vas mika prednaročilo za mojo novo knjigo, bo kar precej. V bistvu prednaročilo je 30 €, ampak bo močno znižana cena, pol ko bo ven prišla, ker se cene papirja pač dvigalne.
Počasi bom začela pošiljati račune, boste plačali in v glavnem, ko pride iz tiskarne, dobite. Da vam povem, knjiga se zdaj sestavlja skupaj in sem čisto navdušena nad tem, kako gre skupaj. Govorimo o odnosih, govorimo o moških hormonih, govorim o ženski energiji, ki je v moški energiji in se postavi nazaj v žensko energijo. V glavnem, všeč mi je tale knjiga. Ta trenutek sem pri kodah ranjenih moških. Se pravi, kako moški ve, da je ranjen in kako prepozna kode, ki ga vežejo na te rane in kako jih pozdravi. Zadnjič, veste, kaj je bilo? Moje hčerke, prijateljica je rekla, joj, a pa si ti prepričana, da bo kakšen moški kupil tole tvojo knjigo? Se rekla, ne vem. Ampak, a veš, kakšen občutek imam? Da pač moje bralke in mene spremljate načeloma ženske. In zdaj ta knjiga bo za moško podzavest, za moško zdravljenje. In vsaka ženska za svojega moškega najboljš ve, kje ima težave. In seveda, ker si želi imeti lep partnerski odnos, ga včasih moramo majčkeno poriniti, da naredi kakšen korak. No, mislim, da sami moški, ne vem, če bojo kupovali knjigo, ampak ženske, ki si želijo, da se njihov moški pozdravi, da postane celosten, da mogoče kakšno fizično težavo reši, kot je recimo motnja erekcije ali pa težave s preveliko maščobo na trebuhu, v tem primeru bo dobil odgovore v tej knjigi, pa predvsem tudi vi ženske boste dobile odgovore, kar recimo eno poglavje bo, kaj mora ženska narediti, da ubije moški hormon testosteron. Ja, nekaterim kar dobro to uspeva, da moške popolnoma kastrirajo. No, v glavnem, uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega. Uživajte!